Kako bi ti komentiral to dejstvo, da te nekateri, šel z mano, označujejo za enfant terrible slovenskega gledališča? Ti je to smešno, ali ti je to tuje? Kaj pa vem, ne? V bistvu, to se mi zdi ena taka v bistvu pop oznaka, taka, kar si v bistvu nekako nezavedno vsi umetniki želijo, vsi umetniki si želijo enfant terrible, ne? In zato se mi zdi to malo pač, po eni strani se mi zdi, da pač jaz delam pač to, kar delam, ne, in to verjamem, in če delaš to iskreno, delaš. Mislim, zame to ni ne nobeno šokiranje, ne nobeno upiranje, ne nič, kar bi si iz moje strani zaslužilo to vrstno oznako, ampak zdaj pa vse, kar drugi mislijo o meni in o tem, je pač to si mislim, da je treba navaditi, da pač ko je, mislim. I think now we have costumes, actually almost full. Okay, we start. Jaz se sprašujem, kje je tukaj. Ali bi raje umrl recimo od raka, ali bi pa raje umrl za neko idejo, v katero verjamem. Pa tudi, če konec koncev to pomeni zaslepitev mene, karkoli. Se tekst govori tudi o tem, ne, da o tej neki moči skupnosti, ne, ki ni več, ne, pripadnost skupnosti. Danes je največja kvaliteta seveda biti posameznik, biti individualc, biti različen od drugih in hkrati seveda ne se razlikovati, ampak nekako ta ameriški statement, odnos do sveta, jaz sem sam en na svetu in skupnost je seveda nekaj, kar mi načeloma ne zanima. Nič ne bom, nikoli ne bom samega sebe dal za skupnost, za druge. Ne. Solidarnosti ni več. Ni, pozabim. In se mi zdi, da je to pač ta tekst. Na en tak radikalen način, seveda. Chinese people on the street are very happy. The sun is shining, the birds are flying in the sky, and you can hear their beautiful song. Yeah, and I think that this could last almost a little bit, but not depends inside how long it takes. It's kind of an agreement. You can do a certain amount of dong. Zakaj pa ravno ta tekst, ki je prepovedan? Vse to sem pa na začetku povedal. Da se mi zdi v tem demokratičnem času, ne, mi živimo v demokraciji, ampak pogledajte, na drugi strani je pa zakonodaja, ne, vedno hujša, vedno bolj restriktivna. Živimo v vedno večji svobodi, ampak v stari Jugi je bilo, 15 let je bilo najvišja zaporna kazen, pa je bilo več umorov. Zdaj pa kar nekaj 20, zdaj 25 ali 30, kako že, zdaj pa nam grozijo z doživljenjskim zaporom. Skratka, zakonodaja se na vseh straneh, koliko je le mogoče, vedno bolj, vse je prepovedano in tudi umetnost je še zmeraj prepovedana, teksti so prepovedani. Tako ne razumem, kako je to možno. V demokraciji vedno večji presek tega zakona. Ampak meni se zdi to še zmeraj, to, da je nekaj odkrito prepovedano, se mi zdi še nekaj dosti bolj
na nek način pošteno, ne, če gledamo na to, kako naša družba, zdi se mi pa danes problematično to, da obstaja neka tiha cenzura, ne, ki se vrši skozi finančne vzvode. Ne. To definitivno obstaja in se mi zdi to dosti bolj problematično kot tisto, kar nam je znano in kar nam je vidno. Ne. Kaj točno pa pomeni to, da je ta tekst prepovedan? To pomeni, da dediči, lastniki avtorskih pravic prepovedujejo uprizarjanje tega besedila. Kar pomeni, da v vašem primeru se kaj bojite, da vam bodo... V našem primeru ne gre za uprizarjanje, ne? Gre za lovljenje meje, ne? Med neuprizarjanjem in uprizarjanjem. Torej, to v bistvu ni ta tekst? Ne, to je točno ta tekst.